Maja, v tej vlogi še niste nastopili. Res je, to pa je prvič in tudi prvič v življenju pojem v jami. Ampak tokrat ni zmanjkalo elektrike, nekaj se govori o tem, pred nekaj leti, pol ure ni bilo elektrike, kaj je zdaj s tem? Ja, zaenkrat imamo elektriko, upam, da tako ostane do 30. decembra. Slišala sem tudi zgodbico, da se je užgala jelka, tako da tukaj sem jasno na udaru, glede na to, da je jelka. Najhujše, kar se je meni zgodilo, je to, da sem ves čas mokra, ker mi kapljajo kapniki na glavo. Ampak zažgali boste pa te dni v božični zgodbi, povsem drugačna zgodba. Kako jo čuti Maja? Jaz sem zelo hvaležna, da sem lahko del te zgodbe. Že leta občudujem te žive jaslice v Postojnski jami in evo, zdaj sem jaz ena izmed njih in upam, da bo predvsem obiskovalcem to pričaralo en tak bolj pozitiven občutek. Je za glasbenika prepevati v takšni dvorani še poseben izziv, sploh zaradi glasilk, temperature, vlage? So malo ekstremni pogoji, ja, bi se zlagala, če bi rekla, da niso. Akustika je čudovita, je pa tudi zaradi velikosti prostora treba malo prilagoditi petje, mogoče malo bolj močno zapeti, da se sliši. Tako da ja, treba se malo prilagoditi, ne? In za konec, kaj se bo slišalo od Maje v letu 2022? Kaj se bo slišalo v 2022? Marsikaj. Ja, marsikaj. Pustimo se presenetiti. Ja, pustite se presenetiti. Very much so.